Kaj pa, eno vprašanje sem še imel, preden začnemo. Pozabil sem. A to je za zbijanje napetosti? Ja. V glavnem, Tomaž in Mateja, mislim, mogo bi reči Mateja in Tomaž, ne? Ne, tak je prav, ja. Bonton nam tako veleva, ne? Lepo, da so se oglasila. Pa, tako kot sem prej rekel, relativno hitro mi je ratala, ne? Se zedint v terminu dobrodošlo v Moravčah. Hvala. Hvala lepa. Ne? Vi sta mariborska staroselca, kako je to? Tako, ja, v bistvu Ja. smo bila, kako se reče, rojena in vzgojena v Mariboru. Born and raised. Tako. Ja. Dost prevajamo zdaj z angliščine v slovenščino. To, ja. In kaj to je mednarodni podcast? Ne, kot vlog. bomo dali kakšne subtitle, sam, ne vem, bo angliščina dost. Ne, ker včasih pač dostikrat je tako sem rekel, ne, nimamo nekega besednega zaklada več takega, kot smo imeli včasih. In potem, tako je Mateja rekla, pa pravimo prevajati neke zadeve iz angleščine in v slovenščini se to pol malo smešno včasih sliši, ne. Ampak zakaj nimate več besednega zaklada, oziroma je šel, tako kot pravita? Dajmo klele prijeti temu do dna, a ne? A ne? To bi bilo začetek debate. V glavnem, da spravimo stvar v kontekst, Mateja, Tomaž pa jaz smo bili svoj čas leta nazaj sodelavci, a ne, na fitness centru, s tem, da sta se pa ona dva odločila, a rečemo, tudi desetletje že, ne, nazaj, da se bosta sprobala kot trenerja na tujem terenu. Zdaj pa ne to na Hrvaškem, ali pa v Avstriji, ampak ste šla kam, da pa lahko povesta malo. Šla smo v Kuvajt. V Kuvajt. Smo rekla, gremo ekstremno, ali gremo tako treba, ali pa ostanemo v Sloveniji. Ne? Ja. Tako da, ja. In kako, da pa kar razpričajte se, kako sta prišla na idejo Kuvajta? Mislim, zakaj, odkje ideja, dajta. Zakaj mene Mislim, da je to kar tvoja zgodba, no. Kjero kamero moram gledati? Albi. Začelo se je davnega leta 2014, ko je meni v bistvu stranka takrat ponudila dopust v Kuvajtu. To se zdaj malo tako smešno sliši, ampak ona v bistvu je živi doli, poročena doli, tudi že ločena. Jo, kaj ona bo, kaj če ona ve, tudi... Briši to. Sve nisi šel po imensko. Rečemo, da je bilo več tih. Stranka, veš, da imamo množino. Kateri pa dvojino, imamo tudi dvojino. Ne, se smisel reči, da bom večno hvaležen tej osebi, no. To je res. Da nas spravljati, ja. In potem v bistvu je bilo tako, da je bilo rečeno oziroma ponujeno, da gremo v Kuvajt na dopust, bolj ko ne. In mi dva smo takrat tudi s temi plani šla. Tega smo še tudi bolj en teden Šri Lanke nekako vključila noter. In ko smo mi dva tam, oni so nas to gostili doma in tako naprej. In potem je v bistvu hčera njena rekla, da bi pač nam malo pokazala, kakšne te, kako se temu reče, studije, ne. Zdaj zakrivaš obe kameri. Ja, vem. Čakaj, daj ti kar govor. In na to... In na to, kaj to zdaj jaz vadim, ali... Pa ne, pa povej zgodbo. In na to, naj jo je njena hčerka peljala po teh klubih, da malo vidimo, kak je situacija in kak so klubi v Kuvajtu. Na to pa je v bistvu tako naneslo, ko smo se malo pogovarjali tam z temi, kako se temu reče, gym menedžerji, da so iskali ravno trenerja oziroma pilates trenerko, katera je bila Mateja. In potem pa je ta gospa tista rekla, da v bistvu mene tudi lahko najame, ne. Teda, jaz mi bolj najet po naključju. Zaradi mene smo dobila službo. Tako, ja. In pol se je začelo, ne, tam smo v bistvu na licu mesta, pol tako sem rekel, smo šla na Šri Lanko za en teden, v tem času smo dobila ponudbo in smo tudi podpisala še takrat, ne, potem pa smo šla nazaj v Slovenijo pa rihtati papire, ne. Ja. In to bilo to, bolj ko ne. Bolj po nesreči, kot kaj druga, mislim, da smo pristala tam, ja. Pa jaz sem šla za 1 leto poskusiti, da vidimo, kak je. Tomaž je šel za 2 leti, za kar jaz nisem vedela. Mislim, da si ti meni rekel, da je pogodba za 1 leto, da si me prepričal, ja, da gremo. Ne, nisem lagal, pa nisem. Še takrat.
Takrat, če nismo bila poročena, nisem rabo. Pa smo nekako tudi, da je pogodba za 2 leti. Ampak, ne, je. Ja, in smo pristala tam. Tako da, ja, je bil 7 let smo delali skupaj v istem, ne vem, oni jih imenujejo Zdaj, kjer kraj je to? Kjer kraj? Ja. Kaj da jih poznam? Ja. A veš, tako? Ne, ja, Kuvajt je zelo poseben, država je bolj kot ne velika, isto kot Slovenija, tako da je zelo mala, ampak je pa vsa populacija zgoščena kar tak na enem pasu ob morju. Tako da ni zdaj tako, ne vem, da je Ljubljana pa Maribor pa Celje, pa nimajo najbolj tega, imajo tak Kuwait City, ki je pač prestolnica, recimo, pa so bolj tak neka območja okoli, ampak vse je zgoščeno nekje na enem pasu, tako da mi dva zdaj recimo tam živimo, kot da bi živela, ne vem, Mariboru smo, ampak smo na Taboru, recimo, pač, tako da ne vem, kako niso kot kraj, ja, pač ne pelješ se od enega kraja do, ne, tako tukaj, Tako, kot si jih pri nas predstavljamo. Ja. Je pač bolj, ko ne prehajaš iz enega območja v drugega, tako kot te rekla. Tako da je kar nasičena država, glede na to, da je, mislim, ima za dobrih 4 milijone prebivalcev je tam, ampak spet ni tako Slovenija pač razprešeno vse posod, res je vse tako zgoščeno v tistem enem pasu in zaradi tega imamo pač ful prometa, res ful je gužva vse posod, tako da to je malo izziv. Izziv? Ja. Moteče? Ja, pa Moteč izziv. Ja, tak nekaj. Mislim, vožnja je kar zanimiva, no. Vožnja je kar naporna v Kuvajtu. Tudi je, zdaj milijon nekje Kuvajčanov, 3 milijone pa je potem priseljencev. Tako da je tudi priseljenci iz kje? Tako da večina je z Azije, potem neka Šrilanka, Indija je, pa imajo tudi delovno silo iz Egipta, Bangladeš, Pakistan, teda nekaj tega. Mislim, to je večina priseljencev. Potem pa je nekaj nas tudi zahodnjakov, tako da nekaj Evropejcev, nekaj Američanov, dosti je Britancov, ampak ja, večinoma je potem res bolj države tretjega sveta, recimo, kar potem predstavlja kar izziv pri vožnji. No. Pravila so tako kar pogojna, stresno. A je to takoj v štartu bilo očitno, ali to sta pol, ker ste več ljudi poznala, več lokacij, ker je bilo treba menjati lokacije, pa to... Pa mislim, da smo kar takoj videli, da je promet problematičen. Kako zapelješ na cesto, ti je tako jasno. Ne? Ja. Pa tudi, mislim, ni samo države tretjega sveta, tudi naprimer lokalci, ne? Ker tam pridobitev izpita je bolj kot ne, pač poznaš pravega policaja, ki ti podpiše, ne? Pa niti ne rešiti na cesto. Ne? In pač bolj kot ne, tako se mi včasih hecamo, ne? Na štajerskem koncu rečemo, gled, ko je tudi si je izpit kupo. Tak je tam v bistvu resnično. To si kaj dobesedno, ja. To je dobesedno. Tako da to je, mislim, pa se pozna tako na cesti, ne, se dosti grad pravijo, ne, ljudje pa nekako mislim, da bo kar držalo vse zdaj tam za Kuvajtom, da lahko hitro dobiš občutek države in ljudi v tej državi po tem, kako se obnaša na cesti, ne. Ker tam pač ni nobenega spoštovanja na cesti, tam je bolj kot ne pravilo večjega. To je v Italiji podobno, ni? Ja, ne vem, ne poznam. Ampak Italija tudi, ker slabo vozijo. Ampak to ni nič primerjavi s Kuvajtom. Se pravi, imate zdaj te izkušnje, pa to, vajna sposobnost vožnje se je temu prilagodila. Ja, sva se mogla, ja. Za mene je bilo malo bolj naporno na začetku, da sem se navadila na to. Ampak zdaj tudi pa problem je, da vohajo strah, ne sme biti strah na cesti, ker bolj pač ni. Tako da ja, zanimiva izkušnja je. Ampak ja, se navadiš. Je pa zelo težko, nek javni promet ni ravno najbolj urejen. Tako da je težko, da bi zdaj bil brez avta, če le možno. No. Pa ni za tudi nekih sprehajalnih poti veliko, pa to, tako da država ni ravno narejena za to, da hodiš. Niti pločnikov ni ali pa kaj takega. Ne? Ni tako, da bi lahko rekel, da se vsedeš na bicikl, kolo in se zapelješ nekam, ne, od ene točke ali pa v službo. Načeloma so to vedno, pač vsakič greš na avtocesto. Ne? Bilo kje, v osnovi bilo kje se premikaš. No. Tako da ja, ni prijazna država pešcem. Ni prijazna. Zanima me, kako je v štartu to izgleda. Se pravi, prideta dol, poznata malo ljudi, ne? Ja. Oziroma nikogar, če posplošimo. Jezika tudi ne, se pravi, jezik je angleščina. V redu. Ampak kako to izgleda? Ne?
Zdaj, kako vam ljudje zaupajo tam, pa vajenim pač sposobnostim, ne, trenerstva in vse to? Kako to izgleda? Kakšen cmok je bil v štartu, če je bil prisoten v tisti interakciji, ta prvi z ljudmi tam? Kdo odgovarja? Lahko boješ. V bistvu je tako, da na nek način smo privilegirani doli, zato ker smo zahodnjaka. Ne? Tam pač tudi imajo vse ameriški sistem, tudi prehrana, šolski sistem bolj kot ne usmerjen, tudi avtomobili, naprimer, to je vse ameriško. Ne? In nekako zato, ker smo, moram reči, bela, ne vem, če to lahko rečem, podcastu, dobima neke... Mislim, imamo vseeno neke privilegije in nekako nas bolj spoštujejo, ne, kak rečeš, da si iz Amerike ali pa Evrope ali pa karkoli, dobiš takoj več točk, nažalost je tako, no, več točk poleg, tako da nekako je bilo ravno obratno, kot smo pričakovali, ker mi smo se isto spraševali, ne, ko smo prišli dol, kako se bomo znašla, kako bomo, dobro, jezik ni bil problem, zato ker se, tako sem rekel, vsi govorijo tekoče angleško, ampak smo bila pa tako, kako bo zdaj oni nama zaupali, pa levo desno in pol v bistvu je bilo ravno kontraefekt, ne, ker smo delala, oziroma v klub, katerem smo se pol zaposlila, smo bili različne narodnosti, da tako rečem, ne, in bom rekel, da je pol bilo kar... Nočem reči, samo omejeno, ampak smo dobila kar dosti popraševanj, samo zato, ker pač smo iz Evrope, da tako rečem. Mislim, doli je kar dosti, teh bom rekel, mislim, lahko rečem rasizma, ne. In vedno pač tudi, ko se z ljudmi pogovarjaš, ne, drugo vprašanje prvo je, ok, odkot si, drugo pa ne, pač, kaj delaš tam, pa kak, pa kaj ne. In je pač, nažalost je država ful tako usmerjena, no, v neke take zadeve, no, in ful pove, že samo, da jim ti poveš, odkot si, bo oni pol takoj spremenili attitude, ne. Bojo prilagodili. Ja, na licu mesta. Ja, in tega midva nismo bila vajena, ne, in pač prijemati, in nama ni bilo jasno, zdaj, zakaj, mislim, kaj je to zdaj pomembno, ne. In pol pa vidiš, da v bistvu da v bistvu rasa jim tam zelo dosti pomeni, ne. Ja, tako sem, da smo kar bili vatu zaviti v Sloveniji, vsaj mogoče jaz, ne vem, pri tistih letih, ampak tak rasizem se mi je zdaj res zelo sporni in ko sem prišla v Kuvajt, to mi je bil, mislim, da največji šok videti, kako razliko delajo pač. Prvo so Kuvajčani, ki so pač za njih najbolj pomembni, najbolj bogati, kakorkoli, pol prijemo belci, pol pa pač vse ostalo in pač to je bil kar šok. Ni zastonj to govora o rasizmu, ne? V svetu nasplošno, ne? Pa ni zdaj glih skrivnost, pač samoumevno je, da pač so vsi rasistični bolj kot ne tega. To je kar trajalo malo, da smo se navadili, no. Da je kar šok, ja, bil na začetku. A pol vajne, a vajne stranke, kaj so pa, kdo so to? Ble takrat, no, v štartu recimo. Pa. Mi smo imela res srečo, da smo bila, to službo, ki smo jo dobila, je bilo v tem health club, ne vem, mogoče wellness club, ne vem, kako bi to imenovali, teda ni samo fitness, ampak imajo potem, ne vem, še bazen zunaj, imajo savne, imajo masaže, lounge za restauracijo, pa to teda pač je tak en celoten koncept in tega je kar dosti v Kuvajtu, no. In mi smo nekako vletela v ta kar prestižni klub, teda smo imela res srečo. In smo bolj kot ne bila v kontaktu samo res smetano Kuvajta, recimo. No. Teda to so pa, Kuvajčani nasplošno so zelo bogati, pač imajo, ja, tudi njihov nižji sloj je še vedno bogat za nas, teda pač finance nekako niso bile problem. In tudi tu, kjer smo bila v tem klubu, dosti od njih se je šolalo zunaj, v Ameriki, v Angliji, tako da so bili bolj odprti tudi. Teda tukaj nam je bilo pač res lahko priti noter, spoznala smo tudi ljudi, ki jih verjetno drugače ne bi, na visokih položajih, teda smo je bila izpostavljena nekim drugi kvaliteti ljudi in je bilo pač res dobro, je bilo, no, tako se mi zdaj se nam je veliko priložnosti odprlo zaradi tega, ker smo pač bila izpostavljena ljudem, ki smo bila. In zdaj sploh, ko poznamo Kuvajt, tudi poznamo druge fitnesse, pač res vidimo, da smo prišla v res dober klub, že od štarta. Koliko časa sta delala tam v tem klubu? Jaz sem po 7 letih šla, teda 7 let smo skupaj delali tam, ti pa si še pol leto dni ostal. Pa izključno osebno trenerstvo? Ja. Skupinske vadbe, pa to? Smo tudi imeli v pogodbi, 3-krat na teden si mogel eno skupinsko vadbo narediti, teda to je pri njih vključeno, tudi
nimajo najbolj tega, da moraš imeti licenco za skupinske vadbe, pa licenco za trenerja posebej. Tam, če si trener, si dober za skupinsko vadbo tudi. Kar smo se mi kar fajtali proti temu, nam je bilo kar moteče, ker pač vseeno verjamem, da če si osebni trener, pač nisi še trener pač skupinske vadbe in pač jaz tudi nimam interesov skupinske vadbe toliko, ampak to je pač samo meno tam, pač mogli smo s tem nekako delati. No. Je pa tudi, mislim, da dosti lažje bilo doli prodajati osebno trenerstvo kot v Sloveniji. To je bila ena velika sprememba tudi, ki smo jo videli. Sploh 10 let nazaj, ko smo mi šla iz Slovenije, je bilo kar težko, se mi zdi, prodati neko osebno trenerstvo. Tako se vedno norca delamo, da si mogel že skoraj PowerPoint presentation narediti, preden si kaj prodal v Sloveniji. Ne? Ja. Tam pa so v bistvu ljudje prišli do naja, pa so bili tako, mi hočemo trenirati 3 na teden, imata čas ob, 5 uri. In to je bilo to. Se pravi, neka samoumevna stvar, fitness pa individualna vadba s trenerjem. Nekako z roko v roki, dočim tlede temu ni bilo tako. Ta naša predstava je bila čisto druga. Zdaj se to mogoče počas malo spreminja. Se mi zdi, da se, mislim, vse tu stvari zdaj malo vidimo, no, da tudi v Sloveniji se izboljšujejo, no, kaj se tega tiče, pa ljudje so vedno bolj, kako se temu reče, razgledani, kaj se tega tiče, ne, pa bolj cenijo mogoče osebno trenerstvo, a zdaj pa bo malo skočil. Ker sem se spomnil, kaj je treba omeniti, je tudi, da fitnessi v Kuvajtu so ločeni, ne. Imaš moške fitnesse pa ženske fitnesse, ne. Kombinirani, da tako rečemo, so samo tisti, ki so del nekega hotela. In tako je Mateja rekla, mi smo imela srečo, da smo prišla v taki fitness, ne, kjer si imel moške in ženske. In to je tudi ena stvar, za katero se mogoče drugi trenerji pritožujejo, ki so tam v ali ženskem ali moškem fitnessu, da je to pač nekako ena energija in to pol začne, ne, s časoma, kako se reče, overwhelmat, ne, trenere. Teda, to sem samo hotel dodati na tvojo prejšnjo izjavo. In ta klub je bil, kaj je pol, deljen? Ne, to je bil kombiniran. Ja, skupaj. Ok, sem ureda. To smo imela srečo, ja. Zelo pomemben medklic. Ja, vidiš, vse sem si mislil. Plus druga stvar, ki je bila, naprimer, meni tako zanimiva, pa smo mogoče na začetku malo težave s tem, je bila, ker tu v Sloveniji vseeno pač nisi samo osebni trener, tako si ti prej vprašal, ne, ampak še tudi delaš recepcijo, pokrivaš, sklepaš pogodbe, članarine, vodiš vadbe, vzdržuješ naprave, tako. Pa primam ja dol, ne. Pa tako na začetku, dobro, nekaj strank smo dobila od enih trenerov, ker so tudi ravno tisti čas odšli, tako da nismo bila čisto brez strank, ampak večino delovnega časa pa na začetku prvih par mesecev pa pač nam je bil kar dolg čas, da tako rečem, ne. In jaz sem pač tudi vzel, ne vem, krpo, pa sem začel mašine tam, kako se temu reče, vzdrževati, da tako rečem, čistiti, kakorkoli, ne. Body fit šola, ne. Ja, no, dela reklame za ne. In potem pač prije do mene ta, bom rekel, vzdrževalec, ne, oziroma čistilec, kakorkoli, in pač mi začne govoriti, ne, no, ne, pa jaz te gledam, kaj narobe, rekel, no, I will clean this, ne, jaz bom to čisto, ne. In pol smo te dojela, da pač ja, mi dva smo tam, da smo osebna trenerja in da smo na razpolago strankam, več drugega pa ne da ne delamo, ampak ne smemo delati, ne. In to je bilo, na primer, zanimiva, kako se reče temu, tranzicija, ne. Iz tega, kaj smo tu v Sloveniji mogla toliko delati, ne, vse pač različne položaje, kako bi temu rekel, do tega, da pač enostavno tam pač, če nisi imel stranke, si, ne vem, šel trenirati, pa kaj ne. Ko sta pa to razumela, sta se pa lahko toliko bolj posvetila verjetno iskanju novih strank. Tako, ja. Pa spet, tako je rekla Mateja prej, je, da dol je pač čist druga filozofija, kaj se tega tiče, ne, tudi na primer stranke kot take, ne, kaj meni všeč bilo v Sloveniji, rečem, no, pa mogoče pogrešam to v Kuvajtu, je, da ko se je stranka odločila za osebni trening, je s tabo ostala, dobro, 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto je že bilo dosti, ne, ampak ta stranka je imela rezultate, ne, si je želela neke spremembe, ne. Medtem ko v Kuvajtu bolj trenira, zato ker so preleni, da bi prišli na fitness ali pa si pogledali program ali pa sledili nekemu programu, pač rabijo neko to animacijo bolj pa ne. In na začetku smo še neke jedilnike sestavljala, programe vnaprej študirala, ono, drugo, tretje, ne.
Pa vidiš, da enostavno pač vsaj ti ljudje, ki smo jih mi dva imela, bolj trenirajo zato, da pač ne, se ne rabijo sekirati. So pa res tako, je že Mateja prej omenila, zato ker so to vseeno neki, bom rekel, biznismeni ali pa bizniswomeni in pač se jim ne da, ne, kar je razumljivo. Ne. Ko prijo oni na fitness, se jim ne da razmišljati, kiro vajo, kako pa kaj, zgornji spodnji del levat, ne. Ja. Tako da vseeno bolj, ko ne rabijo, pač neki tisti push, ali kako bi temu rekel. No. Pol si ti treniral z moškimi? Ali kaj, ti si pa, kako je to izgledalo, a veš? Tukaj nismo ravla, teda tukaj, čeprav po zakonu ne bi smeli trenirati moški in ženska, ampak tu v tem klubu smo vsi trenirali mešano, teda sem jaz tudi trenirala par moških, Tomaš je tudi ženske treniral, mislim, ti si Večina trenirala. ženske. Tomaš tako zna dobro govoriti, ale ženske so ga imele zelo rade. Jaz mislim, da so bile oči nič druga. Teda, ja, tukaj, no se pravim, res tako zelo open-minded je bil ta klub. No, teda, Ime tega kluba, vse se lahko omenimo, ne, se mi zdi. C-Club. C-Club. Ja, če bomo kakšno slikco obesali, čistko. A ja, to pa ja, veš da. Lahko. Ja. Te smo še bila mlada. Ja, res gledamo mlada, smo se postarala za malo vkuvati. 7 let pol. Kaj Ja. kaj se pa pol zgodilo? Nekako tudi v tem klubu mislim, da smo, vsaj jaz sem nekako dosegla pik, ki sem ga pač videla tam, bila sem nekako pripravljena malo in dalje spremeniti kariero. In pol ravno to, kar sem prej rekla, da pač res poznamo ljudi na visokem položaju. Ena izmed mojih strank je potem bila, ima v bistvu, je lastnica s svojim možem te univerze, ameriške univerze. In ona takrat rekla, da pač, če sem pripravljena, da lahko pridem voditi fitness na ameriško univerzo in je pol bila to res ena tak stopnička višje, ki sem si jo Pa lih ta prav čas. Ja, sem si že dolgo časa želela to, tako da je pol to res prišlo super. Tudi spremenilo je čist dinamiko, ker delovniki v Kuvajtu so potem 6-dnevni, 6 dni na teden. Tako da imaš en dan, obviously, en dan na teden imaš fraj, ne? Če, ja. Tukaj pa je potem bilo res oni šolski sistem, ne? Teda delam 5 dni na teden, ure so tudi malenkost krajše, kot potem na nekih fitnessih. Vse praznike sem fraj, tako da pač neka kvaliteta življenja se je tudi spremenila. Pa nek čist drugi izziv je, ko delaš v nekem univerzi v primerjavi z nekim fitnessom. Je bilo, ja, dobra sprememba zame. In ves ta čas sta bila nastanjena na eni lokaciji? A sta to skozi malo menjala? Kako je bilo s tem? Ne, tu smo bila vedno na eni, ja. A kle zraven, blizu tega kluba, ki je? Živela. Živela, ja, nastanjena, ja. Prvo leto smo bila v enem stanovanju, to je bila pač prva stanovanje, ki smo ga takrat dobila, tako nismo poznala še Kuvajta, tako da to je pač bilo za silo, tisto prvo je bilo So okej. vama drugi zrihtali? Ne, v bistvu smo ga sama našla, ne. V bistvu je bilo tak, Ja. ne. Dva medklica ima v bistvu. No, daj. No, se rem nagibati, ne. Prvi medklic bi je ta, ne, da to, kar je Mateja omenila, ne, da v bistvu je dobila službo po vezah, ne. To bom rekel, je kar, mi temu rečemo wasta, ne. Pomeni, da imaš nekoga, ko te spravi nekam noter, ne. In to je Ne ena zato, taka ker si nisem zanimiva zadeva. zaslužila, ampak ja, To je ena tako zadeva, kakorkoli, ne. To je ena zadeva, ki je v bistvu najpomembnejša tudi v Kuvajtu, ne. Tako sem jaz tudi dobil vozniško dovoljenje. Ne pusti angleških podnapisov, da me ne dobijo. ja. Ne, in tam je vse pač wasta, ne. Vse je, ki koga poznaš, da te spravi bilo kam, ne. In ravno zato, ker je rekla, ker smo bila v tem klubu, ker smo poznala, bom rekel, vplivne ljudi, smo potem lahko tudi po vezah marsikaj, bom rekel, kaj dobila oziroma dosegla, no. Se to nič takega skrivnostnega, ne. Tako Mateja službo, na primer, ne. Jaz nisem šel po vezah. Seveda so to Jaz sem šel različne čisto always the hardest way. priložnosti, Ja. No, to, drugi medklic, pa sem že pozabil, kaj je bil. Ampak kaj smo... Da sta vse je bila zelo usklajena, ne. To, da smo bila nastanjena, v bistvu, kaj je bilo, Ja. kaj je bilo lepo, pa v bistvu, ne vem, vse si še vedno ponuja to, ne, da ko smo prišla, so naj v bistvu, naj je firma nastanila za 1 mesec v hotel. No. Takrat.
Da smo imeli čas poiskati neko stanovanje, ne, za kasneje. Ne. Da to načeloma prakticirajo za vsemi newcomersi, ne, da dobiš ti ali 2 tedna ali 1 mesec, toliko, da se ustališ, da dobiš prvo plačo, potem pa si najdeš nekako svojo nastanitev, ali pa imajo nekateri fitnesi tudi, oziroma podjetja pa imajo tudi svoje nastanitve. Ne. Teda najamejo eno stavbo, pa so tam stanovanja in imajo vse svoje zaposlene, potem imajo stanovanja tam noter. Hočete reči, da redno prihaja folk od zunaj? Kar pogosto, ja, mislim, da se kar obrača. Ja. Zdaj tudi, kaj smo A ti... ste videli začelo ta val? Ali kako? Ne, to je vedno bilo, vedno so ljudje prihajali in odhajali. Zdaj pač tak je, da se mi zdi, zdaj lahko primerjamo mogoče za Slovenijo, drugo kaj ne, da vseeno v Sloveniji imamo nek standard, ne. Tako je, ne vem, pa Fitness zveza Slovenije, ki skrbi za te standardne licence, izobraževanja ali desno, ne. Tega doli ni, ne. Teda bom rekel, vsi ti, se to rad o tem govorim, online trenerji, ne, ki so zrastli brez zamere, v času korone bolj kot ne. Pač vsak si lahko zdaj privošči doli, da je osebni trener, ne. In dosti se jih je tudi pojavilo, tako sem rekel, med korono, ne, oziroma takoj po koroni se je nekako teh osebnih trenerov, število se je povečalo, hkrati se je tudi povečalo število poškodb, kar je bilo dobro za nas, ker smo potem to mogli sanirati, ne. Teda je bil v bistvu krog nekako zaključen, ne. In te pač ni nekega nadzora oziroma, bom rekel, generalno kvalitete, ne, v bom rekel, fitness področju, no. To je tudi zanimiva stvar, ne, čeprav tudi zdaj v Sloveniji opažam, da je bilo kar dosti instant trenerjev, oziroma je dosti instant trenerjev in pač ljudje pa tega ne vejo, ne, danes, če mi zdi, ok, vse smo vedno bolj informirani, imamo zdaj te pametne telefone, socialna mreža, kakorkoli, lahko vedno pogledaš ozadje, ne, nekoga, ampak če nekdo, ne vem, se snema, pa dobro trenira, dviguje težišče, ne pomeni, da ima vso to znanje, ki je potrebno, da ti nekoga pripelješ do nekega cilja, bom rekel, ne. Ja. Tako to, ja, to je to. Po 5 letih, ne, vajnega delovanja dol, pravta, da sta zasledila, da se je pač število teh ostalih prebežnikov povečalo. V bistvu, ja. In pol sta se nastanila, se pravi 1 mesec tukaj, v tem stanovanju, ko so v Makavani zrihtali. Pol pa, kaj, lastno stanovanje ali hiša, ali kako? Ja, pol smo šla na stanovanje, pač najeto, seveda. Tam smo pol 1 leto živela, ampak je bilo dokaj malo, tako da smo potem nekako se odločila, da bi mogoče nekaj malo bolj prostornega imela. Teda smo se potem kasneje preselila. Teda v tistem stanovanju smo potem bila 4 leta mogoče. 4-5, ja. Pa tudi življenjski stil se ti začne prilagajati tudi življenju v Kuvajtu. Plača se nam je seveda višala, pač vedno več smo imela tudi financ. Teda pač vedno smo potem malo bolj rasla, no. Teda zdaj mislim, da smo v 4. stanovanju, smo se že 4-krat preselila, no. Pol ni bilo tega, da bi, ne vem, šla na eno lokacijo, pa tam spoznala vse sosede, pa bi bilo pa težko iti kam drugam. Ne, tega v bistvu ni, ne, se ravno to mogoče pogrešamo, je to ravno, da ni pač nekih teh dobro medsosedskih taktov, ampak med človeških odnosov, da tako rečem, ne, tako bolj ko ne je vsak paradni konj, je bolj za sebe, ne, in se niti ne nekako povezujejo, pa bom rekel, kako se reče temu? Socializajo, ja, ne. Zdaj pač te, kaj smo tujci oziroma kaj smo to prebežniki ali nismo? To mi je prvo, kar mi je prišlo na misel. Mi smo, no in ti prebežniki, kaj smo, ne, se včasih skupaj najdemo, pa se te razumemo, pa je to bolj to, ne, nisi zdaj vezan, bom rekel, na lokacijo samo, ne. Ja. Pol sta spoznala domačine, pa skovala neka prijateljstva, ali bolj s tujci, ki so dol živeli? Mislim, da smo oboje, teda imamo tudi arabske prijatelje, Kuvajčane pa tudi malo mešanico, ne samo Kuvajčanov. Ampak se mi zdi, vseeno je dosti teže nama nekaj res močno vez narediti z njimi, ker smo pa si res dokaj različni, no. In tudi s temi, kaj smo pač se mi razpoznali, so tudi bili ti, ki so bile naše stranke, ki so hodili v klub. Tudi so načeloma zelo radodarni in radi pokažejo tujcem njihov svet, tako da večkrat so naj povabili na neke jahte, pa smo šli tja, pa smo spali te
šale na plaži, ki ima neke beach house, pa pač v tem stilu. No, kar je full fine, pa smo pač neke vezi stkali, ampak nismo pač na istem levelu, težko je pač zdaj res neki deep bond dobiti. Smo pa potem se res nekimi tujci tudi našli, zdaj tudi imamo nekaj Angležov, s katerimi se družimo, teda tudi nekaj Evropejcev, teda se tu pol mogoče malo bolj najdemo, no? Pa nekaj smo na istem. Nekaj to, da se stke eno prijateljstvo, to rab svoj čas, ne? Tere svoj čas, pa mogoče res biti na isti lokaciji, Tako, pa da se res srečujo z istimi obrazi in tako, ne? Na tak način, ne? Tok dinamike pa to teži, ne? Ja, pa mislim, da smo vsi tam z enim razlogom, prišli smo delati pa služiti denar, teda je tudi malo več tega fokusa, tako da ne vem, ne zdi se mi, da bi ljudje toliko se ful družili pa iskali prijateljstva, ne vem. Ja, bolj ko ne so vsi, imajo pač ta svoj mehurček, ne, oziroma imamo in si pač v tem, ne, pa ravno tu je zaradi tega, ko prej smo imela 6-dnevni delovnik, ne, ti niti ni pol tisti en dan, da bi, ko moraš vseeno stvari nekaj doma narediti, in ti ni, da bi zdaj nekam hodil pa se probal socializati, ne, kako se temu reče po slovensko? Podružiti, ne vem. Mogoče. Recimo, ja. Ja, 10 let angleščine konstantne, ne, iz dneva v dan se pozna. Dejansko začneš malo iskati slovenske Malo besede. se, Ja, dobro, da smo še midva skupaj. Malo vama obram pa Ja, to. ja. Da, hvala. Ampak dobro, da smo še midva skupaj na dnevni bazi, pa da se pogovarjamo slovensko, ker... Ne v arabščini. Ne, to je kar slabo, moram priznati, no. To je, po 10 letih bi mogla znati govoriti več arabsko, ampak nekako smo bila postavljena v situaciji, ker ni bilo potrebe potem. Vsi govorijo angleško, Kuvajčani izrastejo z varuškami, ki so tudi iz tujine, tako da pač vsi so navajeni govoriti angleško od malega. Tako da pač ni bilo neke potrebe po tej arabščini. No. Pa čisto realno, koliko sta pa pričakovala, da boste zdržala tam, ali pa bila tam v štartu? 1 mesec, 2, pol leta? Kakšen je bil tisti prvoten plan? Mislim, ne, po 1 mesecu nismo pričakovali, da grejo nazaj. Jaz sem imela v glavi 1 leto. Aha, že v štartu sem imela v glavi 1 leto. To bomo naredila, pol pa da vidim, Tomaž je imel 2 leti. Aha, ok, ti si malo podaljšal pol. Kako dolgo si oprosti? Medklic. Kaj to moram najaviti? Zdaj si začel, zdaj moraš. Ja. Sam si se postavil to To situacijo. je, torej, tukaj moram nekaj dodati še, ne, da v bistvu pač najna situacija takrat v Sloveniji je bila taka, da smo bila, dobro, samska, ne moram reči, da smo bila pač drug z drugim, nismo imela nekih obveznosti, nismo imela psa, nismo imela svojega stanovanja, nismo imela nekih kreditov, kakorkoli, hvala Bogu. In tako da smo se lahko, bom rekel, mislim, smo se spontano odločila, spakirala pa šla, bolj ko ne sem jaz bil tisti, ko... Si spakiral? Ja. Ja. Jaz pač se mi je zdelo, ne, koliko smo bili takrat stari? Ti si bil 27. 27, Mateja 22, ne, teda jaz sem rekel, gledaj, jaz grem, ne. Pa da vidim, kak je, v vsakem primeru lahko vedno prijem domov nazaj, ne, v Slovenijo. In tega smo spakirala, nekako v glavi nisem imel nekaj svoje, bom rekel, timelina nekega, kak dolgo bi, kdaj pa kak pa kaj, ampak smo bolj vseeno šla v to, ok, gremo, pogledamo, mislim, v osnovi se lahko po 1 mesecu tudi vrnemo, ne. Ni zdaj, da pač smo mi pol tam ujetnika, ne. Tako je včasih. Ta plan B je kar uredu, ne. Ta plan B je kar uredu. Ja. Potem pa tako je Mateja prej rekla, ne, potem pa je nekaj, v bistvu se je tam v tem klubu se je zamenjal ta gym manager, ne, ta čas, hvala Bogu smo še vedno bila na listi, da jo najamejo, ampak se je pogodba malo spremenila, ne, na začetku, ko smo mi podpisovali tisto ponudbo, je bila tako rekla Mateja za 1 leto, ne, pa zdaj med tem časom, dokler nismo prišla dol, pa podpisala te uradno ponudbe, pa so pol te dali nekako pogodbo na 2 leti, ne, in jaz sem pač bil, voda, ne, podpišem takoj, spet, kadarkoli lahko greš, ne, noben te ne bo preganjal, ker ipak smo, ne, toliko narazen, vse takrat, no, zdaj ne vem, kak je zdaj. In takrat je Mateja bila malo kriza in pol v bistvu od tistega časa dalje smo se pogovarjala, da naslednjo leto pa gremo nazaj v Slovenijo, ne. Da se to že zdaj 8 let pogovarjamo. Ja, da zdaj pa gremo, ne. Kaj nadaljuje? Ni, v bistvu sem samo malo zadihal. Povedali smo, s čim se Mateja zdaj ukvarja, oziroma to njeno tranzicijo, pa to. Da bi še ti malo vse povej.
Kaj si po 7 letih, koliko časa si pač... Se pravi, jaz sem ostal 1 leto dalje kot Mateja, ne? Sem imel skoraj 8 let, ni še bilo 8 ali kak. Potem pa sem se odločil za samostojno kariero. Zato sem jaz prešal tam prej, skozi bi mogel tako sedeti. Kaj ni bilo vred za cel cajt? Te pa gremo od začetka. Ne, jaz sem tam malo jačil prej. Okay. Kaj grem nazaj zdaj? V redu si. Ne, se lahko. Ti sam. Sem bolj tiho govoril. Se pravi, kje sem ostal zdaj? 8 let. Hvala, David. Pohvalil si s tem, da si 1 leto dlje vstal. Jaz sem ostal pod 1 leto dalje, potem pa sem se odločil za samostojno pot, ker vseeno v tem času, ko sem delal v klubu, smo imeli v bistvu deljeni delovni čas. Teda sem imel par ur vmes, kjer sem lahko treniral stranke na domu, ker nekatere pač niso želeli priti na fitness ali pa se jim ni dalo kakorkoli. Teda sem si uspel nabrati par strank v tem času in zato sem rekel, ok, bom pa jaz probal to samostojno kariero, pa bom potem nekak stranke šel trenirati samo na dom. Ne? In tako sem tudi začel. Potem, teda zdaj v bistvu kaj delam je, da se bolj ko ne sem kot trgovski potnik, ne samo, da sem trenerski potnik, to bi lahko vište nekaj novega. Bravo, trenerski potnik, ja. Tomaž potnik, trenerski, ja, vse na potnik. Teda zdaj bolj ko ne se vozim okoli po Kuvajtu in treniram stranke. Ja. Tak nekega. In treniram stranke na domu. Ja. Zdaj mogoče lahko omenim, da ta hiše, ki jih imajo oni, so pač malo večje, kot jih mi poznamo, ne? Ja. To so tam, pri njih v osnovi 350 kvadratov, na nadstropje je pač ni tako veliko, ne? In pač to so ogromne hiše, tudi več družin živi noter, ni to zdaj samo 3-članska ali pa 4-članska familija. Se najde en bogav pol. Ja, in to ravno, ne? In zdaj to mogoče je bila spet, če grem nazaj na korono, ne? Ker zdaj se pač tako pogovarjamo, to je bila neka prelomnica, ne? Ja. V času korone si je tudi dosti ljudi postavilo doma nekak fitnesse, pa se nekako premlo, tako da zdaj bolj ko ne imajo neko osnovno premo doma, ne. In je sva lažje, da ne rabim jaz voziti vseh kaj so to dumbbellov, kaj so dumbbelli, utežiročke in ti barbeli in tako naprej. Nekaj imaš, kakšno stvar imaš zihar, ne, sabo, ne. V bistvu ne, kaj naredim zdaj je, da ko stranka se odloči oziroma vzame paket treningov, jim jaz naredim eno tako, bom rekel, paket dobrodošlice, če lahko tako rečem, z nekimi elastikami, osnovne uteži, pa neke take zadeve. In potem to pač začnemo z tem in se pravim, pol večina tudi pač tam ni jim problem pol nabaviti kaj poleg, ne, tako da tu pol s časoma, če zdaj nekdo, ki res nima opreme, bom tudi jaz tisti, ko bom rekel, ok, gledaj, dama zdaj to pa to kupiti, pa ker nabavim za njih, ne, pošljem račun in je to. Teda ni zdaj tak, ne. Ampak imajo drugače zelo lepe fitnesse doma, ni to tako, zdaj pač ne vem, par uteži. Odvisno, eni imajo pa full out, ne, tudi ne vem, neka tehno-gym oprema pa take zadeve, ne. Spet drugi pa pač imamo improvizacijo, ne, ampak vse se da, ne. Vse se da, ja. Si samostojni podjetnik v Kuvajtu, ali kako je s tem? Tako je. Kako imajo to oni porihten, imajo? Kako to misliš? Zdaj, če ne bo angliških pot napisal, ne, lahko. Ne, v bistvu, se pravim, kjer je volja tudi pot, ne, pa kjer imaš veze je tudi pot. In teda tak nekak smo zdaj malo skombinirali, da, mislim, imam delovno dovoljenje, seveda imam pa vse, ker brez tega tak ne bi mogel. In to je to, ja. Država se toliko vtikuje v to, zato ker ni davkov. Tako da, pač v osnovi, moral bi delati za to, kaj si zaposlen, ampak ni za, da glih kradeš državi, ker itak ne jemljajo davkov od ničesar, ne, tako da. Malo drugače postavljene zadeve. Ja, teda, zdaj, če hočeš iti freelancer, te mi je vseeno, ne, pač vsi delajo to, no, ni zdaj nek problem. Zdaj, tudi jaz v osnovi bom šla kdaj na dom narediti kakšne treninge, kar je sicer proti moji pogodbi, tako da zdaj ne glih promoviram tega, ampak kljub temu, da me zdaj 3 leta že ni v klubu, še vedno se najdejo ljudje, ki pač sem trenirala z njimi, oziroma se me spomnijo, pa vsake toliko se še vedno sliši, pa me kdo kontaktira, če bi slučajno hotela trenirati koga na domu še, pa tako, vsake toliko še vzamem kako stranko, ampak tudi ne več toliko, ker zdaj ni tak ful potrebe potem. Koliko pa je posluha dol za recimo, ne vem, jogo, pilates, to
Ja, kar zelo, no. Zdaj sploh Ja. zadnja leta, ful radi delajo nove pilates studije, teda pač ono res niša, samo pilates studije naredijo in to res delajo take, studiji so res čudoviti, no, res tak full interior naredijo, dosti dela teh pilates mašin tudi, tako da reformerji pa Cadillaki, pa tega ful je to popularno, no. Teda zdaj to nekako je taka muha, se mi zdi, da zdaj teda pilates studio je ogromno. Zato sem vprašal, da vem, a grejo štric, a so še naprej, a so še mečken zadaj, ampak očitno so, grejo zelo štric. Ja, pa tudi spet se mi zdi, da imajo dovolj financ, ni zdaj, da nekdo pride, ki mora vse svoje življenjske prihranke dati v ta studio noter, ne. Ja. Pač ponavadi so to bogate kuvajtske žene, ki jim je malo dolg čas v življenju, pa imajo rade pilates, pa so tak, ja bom pa naredila pilates studio, ne. Ja, pa dajmo, ja. Ja, teda tak nekak je. Teda tega je zdaj kar zraslo, no. Tudi yoga studio je kar nekaj, tega crossfit je kar popularen, se mi zdi tudi. A tekačev je kaj tam? Jaz sem bolj v Je tekaških tu- vodah. ja, Kako je s saj tem je. tam? Koliko je kaj tekaških skupin pa tega? Imajo v bistvu, ja, je enih par tekaških skupin, delajo tudi neke maratone, pa to. Ampak problem je tam, ker je sezona zelo kratka, ker je res poletje je toliko vroče, tako da mi imamo mogoče, ne vem, 4-5 mesecev 4 na mesece let. bi jaz Ja, rekel, ja, da je glih to. da lahko nekaj delaš aktivnosti od zunaj. Tako da tiste pol res od, ne vem, novembra dalje pa do marca, april je že kar bogi, pač strnejo vse, kar lahko v tistih par mesecev. Tako da to je. Ampak jaz se mi zdi, vedno bolj pa je, so ljudje ozaveščeni o. So. Ja, prihajajo, ja, niso niti približno na levelu Evrope, pa počasi se mi zdi, da se premika. Mislim, je razlika za 10 letih, kaj smo bila tam. No. Kako so pa s prehrano, pa s tem prej si rekel, da pol niste delala teh prehrambenih režimov, ampak kako je to ali Jo, porihte? Zdaj, mislim, dosti imajo radi svojo tradicionalno hrano, ne? Ki je, bom rekel, riž s piščancem, Okay. ampak, Sliši zdravo. ja, ampak ni samo riž s piščancem, ne? Tam je tudi dosti olja, dosti ocvrte čebule, Aha. dosti začimb, kar je super, v bistvu ne smo ugotovili, da v bistvu naši, oziroma mi, ne uporabljamo začimb v bistvu, ne. A jih ne uporabljamo na ta prav način? Ja, mislim, kaj imamo, mi imamo sol, poper, tak ali tak, pa Dobro, pol ja. malo oreganota, pa mogoče daš včasih še kaj poleg za žvan. ne. Baziliko pa je to. Tako, to, ja, Smo ja. zaključili, Tam pa pač, mislim, bogati so z začimbami, vse ima taki res drugačen okus, no, in to Ja. nama je bilo tudi ful všeč. Ja. Pa tudi zdaj, ko prijem v Slovenijo, pa kaj skuham, ne, se moji starši ali pa sorodniki pritožujejo, da je preveč začinjeno, ne. Aromatično, Aromatično, ja, ampak pač tak nekak, ne, Ja. sva se zdaj navadila, tudi sama, ne. Ja. Aha. Ja, drugače pa hrana je zelo nezdrava. No. Tu zdaj ne vemo, kaj je riž pa piščanec, ampak to bo taka gora riža, pa potem pač malo piščanca zraven, pa res vse v nekem olju narejeno, Ja. ful radijo to cvrto hrano, ful je nekega tega fast fooda. Te hitre prehrane iz Amerike, No, pač saj to sem taka hotel mala vprašati. Amerika. Ja, je ja. to. Ja, Tudi ja. približno niso obežali temu. Tako, ne? Ja. ja. Tudi midva, ko smo, sploh dobro, zdaj se je že malo razširilo v Sloveniji tudi, ampak mi smo v osnovi imeli McDonald's v Sloveniji, pa bil je Burger King v Ljubljani, ne, to je bilo to, ne. Ja. Ne vem, pol neki ta KFC, Taco Bell, vse to, kaj ameriško, pač mi na nič poznamo, ne. Ja. In to njim pač niso mogli razumeti, kako ne poznamo hitre prehrane. Teda ja, tak, pa spet ne premikajo se dosti, ker pač je res je toliko vroče poleti, sej je razumljivo in pač nimaš Ja. za neke opcije za gibanje. Ampak ja, pač vse jim je tako prilagojeno, da pač je vse, pač ne rabijo nič skoraj delati. No, in imajo ful probleme z debelostjo, mislim, da so celo prehiteli Ameriko zdaj. Ja, tako da je pač res je problem. Tudi otroci so nezdravi, tudi otroci so debeli. Se gibajo, ne vem, mislim, da prvo leto smo tudi zelo opazili, da nimajo te osnovne motorike razvite. Pač nekaj, kaj se mi naučimo, plezati po tleh, po drevesih zunaj, pač ne vem, to je mi kot otroci, mislim, da smo v Sloveniji smo pač zelo aktivni. Ja, ne. pa imajo oni kar manj kot tega. Ne? Tega sploh ni, ja, in pol tudi pri odraslih pač viš, ni neke osnovne motorike, tako razložiti nekomu, ja, levo, desno stran, zdaj pa ne koordinirati nekaj skupaj, to je bil kar izziv, ja. Projekt, Teda ja. Je res razlika, no, tako ful cenimo za neko vzgojo in to, kaj smo imeli v Sloveniji, je res nekaj drugega, no. A ste si sama kuhala? Si sama kuhate dol?
Kdaj pa kdaj, verjetno. Skozi jih ne, ampak... Mislim, da smo imela obdobja. Ja, to smo, ja. Jaz smo imeli medklic, samo Okay, prej. Kaj sem hotel omeniti je to, da naprimer, kaj se prehrane tiče, to je bilo en čas popularno, zdaj sicer še vedno nekako živi. Kaj veš, kam rekel? Okay. Je to, da kaj so začeli delati, je bolj kot ne, kako bi rekel temu, meal prep, ne? Se pravi, ti se subscribaš. Ti se, kaj narediš? Naročiš se na to prehrano in potem si ti prek aplikacije zbereš, kaj boš vsaki dan jedel in to imaš pol celi mesec oziroma en dan, oziroma odvisno, kak imajo, no, ampak načeloma imaš en dan fraj v tednu in potem ti oni dostavljajo hrano, ne. Ti si pol vržeš mikrovalno, pa to poješ, ne. Za cel dan, ja, pol 5 obrokov. In to, ja, in to ima To laufa tam. To laufa zdaj, ja, še vedno v bistvu, en cajt je bilo, mislim, druga niso jedli kot to. A pa nismo, midva smo bila ambasadora celo, ne, nekaj časa. Ja. Ampak zanimivo je, ne, ker oni pač to promovirajo kot zdrava hrana, kakorkoli, ne vem, ali je to izguba telesne maščobe, ali je to mass gain, ali pač nekaj. Ampak pol kot te stvari ješ pa probaš, to je vseeno pač, kako bi rekel temu, na nek način predelana hrana, oziroma pač... Menza varianta. Ja, eni tako. Eni bo rekli bolj portion control, ne? Se pravi, da so pač manjše porcije, drugi reče, da imajo kvalitetno hrano, ampak vseeno dobiš tam škampe v omaki s testeninami, ne? Veš, pa bo rekli, da je to, ne vem, smetanova omaka z manj maščob, pa neke take prodajo, ne? Ker tam pač načeloma ti ne bo jedli, tako imamo mi, no, vsaj v naši kuhinji doma, šnicl pa prilogo, ne, pa solato, ne. Tam mora imeti neki preliv za zrezek, če ga že je, pa take stvari, ne, tako da omak je polno, ne, ampak to so take težke, tako smo rekli, ne, ameriške omake, ne. In to vidiš v teh meal prepih, čeprav ljudje, ki so potem sva to subscribali, ne, se naročili, so imeli rezultate, ne, ker še vedno pač to, kaj so doma kuhali, je še vedno bilo slabše od tega, kaj so dobivali, ne, tako da smo rekli, ok, te je že vredi, ne. Dober kompromis, ja, v tistem času. To je barbecue omaka, ne. Ja, pa tako, ja. Pa Ja. smetanove omake, ta Vsega pink ima sauce fora. oni reče, ne. Ja. Tega je tudi. Ogromno. Vse se krlima. Ja. Pač težko, vse je tako težko, karkoli ješ. Tako smo imeli kar težavo se navoditi na to. Teda prvo leto mislim, da smo bila zelo pridna, smo res vse kuhala doma. Pol smo malo začela tako, Ja. tam je pa tudi vse tako, vse je lahko, tako da vse si lahko naročiš na dom. Od fast fooda do fine dining, ne, tudi pač karkoli si lahko naročiš na dom. Skrajno sofisticirane jedače. Ja, karkoli. Teda pol začneš to malo tudi seveda izkoriščati, izkoriščati pač zelo preprosto je, pa tudi, ko nimaš časa, ko smo dosti delala, je lažje pol naročiti preko telefona neko hrano, ne, in je bilo to to, ne. Teda to smo pol smo ta meal prep začela, ko smo bila ambasadora. Zdaj pa smo zadnjo leto, mislim, da spet začela kuhati, smo začela malo bolj ceniti. A je sploh možno eno slovensko kosilo tam narediti? Pač, a prodajajo, dobiš v štrcuni, krompir, a veš? Ja, vse to je, tretje, te osnovne. da nabavaš živila. Svinjine, ne. Ok, svinjine, ne, ja, to je v redu, dobro, pač porani zrezek, kaj. V bistvu ne. Ne, se je. Porana dobiš samo celega, tam zmrženega. Ok. Nima, tako bi rekel, ne, oni ko rečejo, sicer malo napisalo, ne vem, turkey sandwich, ne, ampak to je pač klobasa, ne, iz purana, ni pa to, da bi imel, ne vem, Dejansko meso, ja, da bi imel prsi, ne, ali kak je. Je tako, čest. Chest, breast. Breast. Turkey breast. Treč pa se da. Je pa tudi ful več neke zelenjave, pa tudi Prigrizko. zelišč, pa ja. herbs, ja. Mislim, da ker je tudi azijski trg zraven in pač ne vem, ogromno je neke zelenjave, ki jo ne poznamo. Ne se ima, v bistvu kar te neke jedi, ki so tudi najbolj popularne v Kuvajtu, izvira iz Indije, ne. Teda imajo kar, bom rekel, tako indijski pridih, da tako rečem. Ja, imajo, ja. Tako da ja, ampak pač moraš imeti res voljo, ker ti je res tako vse ponudeno na pladnju, tako da pač moraš res biti voljo pa disciplino, da greš ne, bom si sam kuhal, bom sam naredil, ker pač ti ni potrebno. Pa včasih je res problem priti do pravih živil pa to, ne? Ja. Enostavno, ali pa je veliko dražji, pol, če ti doma pripravaš eno večerjo, ko pa To je, ja. Seveda, ja. Zagotovo, ja.
Ja, ni pa kvaliteta hrane pa ni ista. To nama manjka za malo. Ja. Tako je fajn priti v Slovenijo pa jesti normalnega piščanca. Pa enkrat na let se vrnete pol v Slovenijo, več. Ponavadi, ja. Ali pridemo poleti, ali pa prijema za Božič, tako nekako imamo razdeljeno. No. Pa sem imel zdaj kar srečo, da sem vajel v teh dneh. Ne? Ja. Snemamo zdaj 2-3 dni pred novim letom. Ja. Ja. Pa živijo nazaj. Ti te prva, opet Tomaš. Tako, ja. In še eno leto razmišljati o tem. Ja, čez leto 2 prijema nazaj. Tak nekega. Videli, ja. Se vračata pač v istih okvirih. Ti boš delala, tukaj si umila? Ja, v Kuvajtu, ja. Zaenkrat je res full fine. Tudi imam več prostega časa zaradi tega, da sem lahko začela neke obšolske dejavnosti delati. Teda sem začela zdaj balet plesati, ne vem, to sem si želela do otroštva, pa zdaj imam končno čas in da si lahko privoščim to. Drugače sem pa tudi začela en tak small business tudi v Kuvajtu, tako da prodajamo obtežene igrače za otroke. To je tudi spet neka tretja smer. Zakaj mora biti obtežene? Ja, v bistvu je pližaste igrače, pa kamen okoli zvezane. Ja, ta koncept, mislim, koliko smo tipala v Sloveniji, še ni nekak ta koncept prišel na trg toliko, ampak v osnovi je ideja za temi obteženimi igračami je, začelo se je predvsem z otroci, ki imajo avtizem ali pa te ADHD, zato ker ta obteženost jim daje občutek, kot da bi jih nekdo objemal tudi, ampak tudi jim da zelo pomirjajoče za njihov žučni sistem. Teda to načeloma se uporablja tudi pri terapijah, ker jim pomaga, da se umirijo, sprostijo. Ampak zdaj nekako sploh zadnje 2-3 leta mogoče je začelo to prodirati na trg za vse, ni več to mišljeno samo za, ne vem, avtiste pa otroke, ki imajo kakšne motnje. Teda ja, smo nekako našla nišo tudi bolj v Kuvajtu s tem. To idejo ste tam izsledila, ali kako ste prišla na sled tej ideji? To je tudi ena zgodba za tem. Ja, Tomaš je idejna zgodba. Ne, v bistvu smo... Zato, ker smo imeli, rečemo, malo več časa, tisto obdobje. Pa ti si umetnik tudi po duši? Ja. Umetnik, plesalec, glasbenik, no, tako. Nič od naštetega. Videokreator. Videograf. To je, točno videograf. Ja, v bistvu smo imeli takrat eno obdobje malo več časa, pa smo rekli, da bi tudi rada nekaj za sebe začela delati, da nismo zdaj pač samo vodena, strani službe in temu, kako se reče, delodajalcev, da še tudi nekaj samo ustvarimo in potem sem jaz začel malo raziskovati, kaj se prodaja, kaj v bistvu naprej nekak je bila ideja, da bi začela na Amazonu prodajati, na ameriškem trgu. In potem smo to par mesecev raziskovali, kaj se prodaja, kaj je zanimivo, v bistvu tega produkta tak nisem poznal, in potem smo nekako na to naletela, da bi mogoče začela poskusila v Kuvajtu, pa nekako prodrla na ta market, pa malo začela ljudi izobraževati, da tako rečem. In ja, pol je bilo to. Pol smo, bolj ko ne smo, mislim, proizvodnja sva bila na Kitajskem, smo zadeve uvozila preko Vaste. Zdaj pa te furamo to, Spletna prodaja. Pa tudi, spletna prodaja, pa pol dosti imajo teh otroških semov na šolah, osnovnih šolah, Teda smo tam bolj, ko ne si postavimo štand, stojnico. Pa tam pol preko prodajamo. Wow. Poskušamo nekaj novega, tudi mogoče, ko prijemo v Slovenijo, bi rada na neki točki nekaj svojega začela, tako da se poskušamo učiti, pa spet nekaj novega, da imaš nek svoj biznis, da sam skrbiš za vse to, tako da upamo, da pa ti si še itek fotograf ob tem? Ja, to delam čisto tako hobijsko, bom rekel, čeprav sem plačan, hvala Bogu. Ampak ja, tudi to je v bistvu nastalo, od nekdaj so me že fotoaparati pa fotografija zanimali, tako da sem vedno nekaj imel doma. Potem pa sem to sve malo zapustil, ta hobi. In potem je bilo spet eno obdobje, ko mi je bilo malo dolg čas in sem rabil neko spremembo v Kuvajtu, tako da sem se pol malo spustil v to dobro fotografiranje in tako, pa potem videografija, pa neke take zadeve. Ker doli je tudi, naprimer, tega nismo povedala, da
tako se ljudje odločajo za te, ki so pilates studije, yoga studio, se tudi odločajo, da bojo malo oni probali z odprtjem kafiča, restauracije, ne, in tako hitro, ko se odpre, se to i zapre, ne. Ker to niso ljudje, mislim, niso ljudje, nam tako reči, ampak pač zato, ker je to trend, ne, bom še pa jaz probal. To je neka filozofija, Pa ne. samo vse bo šlo, ja. Tako, Ja, ni bila to njihova življenjska želja. Ja. In zdaj sem zgubil rdečo nit. Ne, pa verjetno si si mi fotograf. pomagal, ne? Pomagal si mi verjetno. Ja, ne, to tako, hvala lepa. Spromovirati. Hvala lepa, ja. Tako je, In tako je. potem je to, mislim, še vedno v bistvu, ne, in zdaj vsaka restauracija tudi dosti da na socialna mreža, ker tam je pač vse na Instagramu, ne, vse se gre okoli tega. Sploh ti neki reeli, pa neki te fancy videi, pa prehodi, pa tak naprej. In sem pol tek nekako se v to noter malo spustil in dobil enih par biznisov, no, oziroma, kako se temu reče? Poslov, ja. Projekto. Mislim, da če projektov. biznis rečeš, več ljudi Se razume, ne, rečeš to je res, posel. to je res, ja, to je res. Je v redu, pa boš pa ta intervju ti zmontiral, no. Lahko, komot. Ti sem Komot. jaz prej, ko sem jaz skakal ven z Ja, lahko. A prav? Komot. The best. Se pravi, dolg čas vama vsekakor ni. Ne, če pa nama je, pa tako se neko si najdemo, nekaj zadelati. Ne. Mislim, da je to nekaj, kar smo se naučili v Kuvajtu, da pač tam imamo priložnost poskusiti karkoli. Tako tukaj, ne vem, mogoče se zdaj tudi verjetno se spremenile stvari v Sloveniji tudi, ampak tukaj se mi zdi, da pač moraš se odločiti za eno pot in pač to pot potem greš. No. Tam v Kuvajtu pa se lahko vsako leto odločimo, da bomo nekaj druga delala, če želimo. Tako se mi zdi, da nekako lažje so priložnosti odprte. No, in pač se mi zdi, da poskušamo se najti. No. In kaj nekdo naredi, ki bi si želel, ne vem, podobno pot obrati? Se ni nujno, da lih Kuvajt, ampak tako iti v tujino, malo dlje od Hrvaške recimo, iti delati podobne stvari, ki jih vidva delata. Kako Jaz to poteka? mislim, da samo naj grejo. Mislim, da to je bila ena najboljših izkušenj v najinem življenju. Še vedno je, no. Da toliko se nam je svet odprl in razmišljamo out of the box in pač, ne vem, ne moreš tega dobiti, če pač ne nagreš iz svoje domače države. No. Mislim, da je to bilo neprecenljivo. O želeni lokaciji pridobiti čim več informacij, pa poloti tam naprej. Ja. Ja, odvisno od ljudi, ne. Kaj Ja. pač jaz vidim, vedno je tu prisoten neki strah, ne. Ravno zato, ker Absolutno. ko smo mi že v Sloveniji, pa greš ne v Hrvaško, na Hrvaško na morje, pa tako v bistvu ne spoznaš drugih kultur, ne. Sicer zdaj imamo tudi vedno več kultur v Evropi, da se to, hvala Bogu, bo začelo malo mešati, pa bo videli ljudje, da tudi, ne vem, arabski svet ni bav, ne. Ja. Tudi v tistem času, ko smo mi dva v bistvu pakirala, pa da gremo, ne, da smo se odločili, da gremo, so bili neki ti napadi, mediji so poročali o marsičem, marsikaj se je dogajalo in tudi, bom rekel, družina in znanci, prijatelji, kakorkoli so nas spraševali, ne, če smo malo, ne, če smo normalna, da gremo v ta svet, ne. Ampak pol, ko priješ in spoznaš ljudi, pač, ne, ker spet, dobro, mogoče so to mediji, pa tudi kako mi razumemo zadeve in zadeve zelo posplošujemo, ne. Zdaj, če Lepo si je en to tak, povedal. ne, če je en tak, še ne pomeni, da so vsi, ne. In moj nasvet bi bil tudi, ne, da samo pač spakirati, ne razmišljati, ne. V osnovi ni kaj za zgubiti razen časa, ne. Izkušnje pa, ki s tem pridobiš, so pa neprecenljive, ne. Teda tudi zdaj, če pač, ja, okej, si mogel plačati letalsko karto, pa hotel, pa ne vem kaj, pa si imel stroškov, ampak vseeno to, da bom rekel, znanje ali pa izkušnje, ki jih dobiš, ja, da pač to nima nobene vrednosti na koncu, ne. Ne moreš primerjati tega z nobenim denarjem, ne. In kaj pač tudi vidimo zdaj, ko se bolj redko vračamo v Slovenijo, ali pa rečemo enkrat na leto, tako smo rekli, ne, je to, da ljudje, ki živijo v Sloveniji, ne, so zelo nesrečni, bom rekel, ne. Ampak zdaj tudi vsem prijateljem govorim in družini in tako naprej, da mi imamo tako srečo, da tu živimo, tu, kjer živimo. Varna država je, imamo v osnovi vse, lahko greš ven na sprehod, se ne rabiš bati, po 10 uri lahko greš ven, ne, zdaj ne vem, kak je sicer v mestih, govorim pač tu malo bolj izven mesta, pa tako naprej, ampak imamo vse, ne. Zdaj pač dostikrat se fokusiramo vsi skupaj na neke stvari, ki spet jih mediji prikazujejo, ne, pa na katere v bistvu nimamo vpliva, ne.
ne zavedamo pa se, oziroma ne se pa poglobimo v sebe, pa v to, kaj imamo, ne. Imamo družino, smo srečni, smo zdravi, lahko gremo v naravo, mislim, kaj češ več, ne. Ja. Doli tega ni, ne, doli je pač čist drugi svet, ne, tudi če zdaj, kaj se družine tiče, ne. Doli je pač tak, da v osnovi lokalci, da tako rečem, ne, tam, ja, imaš izjeme, ki pač res, naprimer, naredijo otroke zato, ker pač jih hočejo imeti, ne. Imaš pa tudi druge ljudje, pa bolj ko ne, da pač nesejo priimek oziroma družino naprej, ne. In ti otroci so pol tudi vzgajani, bolj preko varuškov pa staršev, ne. Teda pač čist drugi svet je, ne, ko to vidiš, ne. In pol, ko prejemo v Slovenijo, smo tak, jaz ne vem, kaj se ljudi pritožuje, ne, čist tak, veš, ker ko greš malo tak v svet, pol v bistvu tudi nekako začneš bolj ceniti, ne, se midva tudi prej smo bila tak Slovenija samoumevna, da bom jaz po Sloveniji potoval, pa kam te po Sloveniji potoval, če grem reči na Hrvaško ali pa v Anglijo ali pa bilo kam, ne, pol pa po 3 letih pa smo te, ne, bila tak, v bistvu smo lahko ful srečna, ne, in smo začela hoditi po Sloveniji, ne. Meni je zanimivo, kako se pol ti ta mindset spremeni pa obrne, ne. Ja, to je en velik del lekcije, ki boste dobila, oziroma je zdaj že imata. Ja, tako, ja. Res, ja. Ej, the best. A imate še kakšno zaključno misel? Novo let je pred vrati. Ja. Novo letna obljuba. Jaz mislim, da samo to, da čas beži, da ni vredno odlašati stvari, če si nekaj želimo, pač samo idite. Starejši, ko si, težje je narediti neke stvari, pač samo pojdite za željami in za passion, ne vem, kako se to še slovensko reče. Strastjo, evo, ja. In res, pač vredno je vse te izkušnje, ki jih lahko dobiš, no. Tudi, če se odločiš, pa se pa na mesto vrneš nazaj, je bila to vseeno ena izkušnja, ki si jo dobil in pač, ne vem. Mislim, da, ja, ne moreš tega nadomestiti s ničim drugim, no. The best. Tomaž? Ja, še imam eno misel. Tak pa je. Čekaj, da si popravim to. Jaz imam samo en nasvet, v katero kamero ne gledam. To na 4K. Ravno. En nasvet imam, taki bom rekel bolj, mogoče globok, mogoče ni, ne. Ampak zvečer, ko se vležeš v poslo. Zakaj se smejiš? V pričakovanju se ve, ja. Zvečer, ko se vležeš v poslo, ne razmišljaj o službi in o težavah, ki jih imaš, ampak o vrednostih, ki jih imaš in kaj si dosegel v življenju do sedaj. Ne? Ker je dosti lažje politi skozi življenje, pa še boljše spat, ne? Potem, ko se zadovoljen vležeš v poslo, pa si rečeš, glej, dobro, smrkavec me je razkuro, ne, samo imam pa možnost, da imam otroke, mi davajo srečo, imam možnost imeti zdrave otroke, kakorkoli, ne, in to je to, no, to je to, kar šteje, ne, to, kaj oni govorijo, ne, ko mi nimamo vpliva na njih, ne, veš. In preveč, tako se rekel, preveč se fokusiramo na slabe stvari, ne, mislim, da smo mogoče ljudje tako naravnani, ali je to zdaj samo naša finta, ne, ali pa enostavno pač lažje je imeti slabe misli, ne, lažje je nekoga obrekati. Vse to, je to beseda? Ja, kot pa videti neke pozitivne zadeve, ne, pa zakaj je to tak, ne. Še manj pa se mi zdi, da se zavedamo to, kaj imamo, ne, in to je tudi nekaj, kar smo se midva naučila, ne, ker zdaj toliko let, kaj smo doli, ne, tudi pride leto, ko smo tak, pa kaj še te delamo tu, pa kaj še te ne, pa ko se malo vsedemo, pa se pomenimo, ne, pa vidiš, ja, v bistvu smo zrasla, smo nekaj dosegla in to moramo ceniti. Ne to, kaj bi mi dva rada imela, ali pa kaj ima sosed, pa kaj ima oni, pa kaj ima tisti, ne, ampak, ne, ker vsak je v življenju nekaj dosegel, ne. Tudi, če se nekdo počuti, da ni, ko se vsedeš sam s sabo, ko si vzameš čas za sebe, pol ugotoviš, da v bistvu si pa že dosti naredil, ne. Kje si zdaj, pa kje si bil 3 leta nazaj, pa ne, več. In to je to, kar šteje, ne. Tak bi rekel. Mislim, da je tole kar zaključek, ne? Ja, ne vem, ne. Ej, še enkrat, hvala vam, da ste Nikaj, ja, seveda. Naslednja pauza v Sloveniji. Mogoče, ne, mislim, konc leta spet. Part 2. Naredimo part 2. Mogoče bo že kakšna kamera več takrat, ali pa jih bo vsaj znal uporabiti. Taki kod. Viste pa se bodo zdaj menjali. Ne, dobro, to je res. V glavnem, srečno novo leto. Srečno novo leto. Čau. Čau.